Žal je ta najbolj lahkoten ukrep najprej prišel na vrsto. Mi mislimo, da je, še enkrat poudarjamo, da je to antisocialni ukrep, v katerem tisti z nižjimi prejemki bolj plačajo ceno tega ukrepa. Izkušnje drugih držav pa tudi govorijo, da je neto izplen tega ukrepa bistveno manjši kot na prvi izgleda z samimi pobranimi davki. Morda še krizni davek? To, kar je prišlo do nas, moramo seveda še proučiti, kajti edino, kar smo med sejo uspeli izbrati, je pa druga zadeva, ki je pa povsem nerazumljiva, kajti slovensko gospodarstvo je ceno krize že plačalo, v veliki meri je tudi že prilagodilo svoje plače, svoje razmerja kriznim časom in sedaj prihaja vlada z davkom na gospodarstvo, ki je, kar se tiče dela, že tako med najbolj obdavčenimi na svetu, po drugi strani pa nima korajže se spoprijeti z samo javno porabo. Tako da mislim, da gre zadeva v napačno smer. Samo še to morda veste, kdaj lahko pričakujete vi dejansko dokumente na mizi? Bo to jutri, v sredo? Ja, glede na to, da bo treba četrtek reformni program in pa program stabilnosti poslati v Bruselj, je že vse, kar dobimo, prepozno. Po vsem tem, kar je bilo rečeno včeraj na koalicijskem vrhu, na vrhu slovenskih parlamentarnih strank, je danes ta predstavitev koaliciji, jutri nas bodo, oziroma v sredo nas bodo pa očitno samo seznanili s tem, kaj bodo poslali, kajti časa za neko resno in odgovorno javno razpravo enostavno ni. Ok, prav, super, hvala. Prosim. No.